Situacija v Sloveniji ni enostavna, zato tudi ukrepi niso enostavni in lahki. Pač pa so potrebni, zato ker mora Slovenija zmanjšati proračunsko luknjo. In zato Nova Slovenija podpira, seveda kot koalicijska stranka, vse te nujno potrebne ukrepe. V drugi fazi bomo seveda izvedli ukrepe, ki bodo še bolj spodbujali gospodarstvo. To ne pomeni, da delamo samo na varčevalni strani, ampak želimo spodbuditi investicije. Država mora ustvarjati pogoje za to, da lahko gospodarstvo čim bolje dela. In socialno državo bomo imeli samo takrat, kadar bomo imeli tudi zdravo gospodarstvo, ki bo lahko zagotavljalo sredstva za socialno državo. Nova Slovenija drži besedo. Zgleda, da je pa pozitivna Slovenija v tem primeru ne bo, čeprav so zagotavljali, da bodo podprli rebalans proračuna, vkolikor bo prišlo do podpisa sporazuma s sindikati. Sindikati sedaj so se odpovedali referendumu, bodo sprejeli ta sporazum. Zato bi pričakovala, da tudi pozitivna Slovenija se zaveda, v kakšnem položaju je država, da so ti varčevalni ukrepi nujno potrebni, niso najbolj prijetni, vendar če želimo Slovenijo popeljati iz te finančne luknje, potem moramo seveda to najprej storiti. Nova Slovenija se zavzema za to, da bi bila slovenska politika čim bolj naklonjena družini. Zato smo tudi predlagali ukrepe, ki so zmanjšali vse tiste ukrepe, ki so bili prvotno predvideni. Zelo sem zadovoljna, da je vlada temu prisluhnila in omilila ukrepe, ki nekako so predvidevali povečanje stroškov za otroke v vrtcu. Sedaj je predvideno, da bo država še vedno subvencionirala vrtec za drugega otroka v višini 70% in za vse naslednje bo vrtec zastonj. Potem tudi, da starši ne bodo udarjeni, če bodo bolniški zaradi otroka, torej tukaj ostane enaka višina nadomestila, kot je bila prej, in pa tudi za čas porodniškega dopusta oziroma za čas, ko starši varujejo svojega otroka v tisto prvo leto, da se prispevki oziroma plačila ne bodo zmanjšala. Danes parlament že cel dan obravnava rebalans proračuna, kaj to sploh rebalans je. Po slovensko bi lahko povedali, da gre za popravek proračuna. Vsak dober gospodar ve, da lahko država in tudi posamezno gospodinjstvo porabi toliko, kot ustvari. In zato je pri vseh teh finančnih stvareh tako, da več kot bomo imeli, več bomo tudi lahko razdelili med vse ljudi. Če bo več denarja, bo tudi več denarja za razvoj, več denarja za vrtce, več denarja za šole in še bi lahko našteval. Temeljno vprašanje pa je, na kakšen način lahko ta državni proračun polnimo. Tukaj gre za dva različna koncepta. Opozicija pravi, da dajmo mi naš državni proračun polniti z dvigovanjem davkov. Na drugi strani pa se vladna koalicija zavzema, da dajmo ta državni proračun napolniti z boljšimi gospodarskimi razmerami. Zakaj? Boljše gospodarske razmere pomeni več delovnih mest pa pomeni več vplačil v državni proračun. Zgodba je preprosta. Če imate zaposlenega človeka, ta vplačuje v državne blagajne. V nasprotnem primeru, če je brezposelnost, mora pa celo država njemu plačevati nadomestilo, torej gre za dvojno izgubo. Če se nekoliko pošalim, za boljše gospodarske razmere je potrebno ustvariti predvsem pogoje. Besede so premalo, opozicija pravi, dajte ustvariti to, dajte ustvariti ono, ampak mi ne živimo več v socializmu, da bi rekli, od jutri naprej bo v tej in tej firmi 100 delovnih mest več. Tako žal ne gre in te časi so minili. Če se nekoliko bolj dotaknem davkov in dvigovanju DDV-ja, ki ga predlaga opozicija kot kontrapredlog tem varčevalnim ukrepom, potem lahko rečem naslednje. Slovenija je v preteklih letih porabila 2 milijardi evrov več, kot jih je ustvarila. To je 2000 milijonov. Celo v letošnjem
Čelo z letošnjim rebalansom bomo še vedno porabili 1 milijardo evrov več, kot jo bomo ustvarili. In zdaj izračuni so, če davek na dodano vrednost dvignemo za 1% točko, iz 20 na 21 država pridobi 120 milijonov evrov več. In če bi hoteli to milijardo evrov pokriti z dvigom DDV-ja, bi to konkretno pomenilo, da bi mogli DDV dvigniti za 8% točk, iz 20 na 28. Zdaj pa pridemo na ta problem, da dvigovanje davkov ne pomeni vedno tudi več sredstev v proračunu. Ekonomisti bodo zelo dobro poznali tako imenovano Lafferjevo krivuljo, ki govori o tem, da dvigovanje davkov vedno ne pomeni več sredstev v proračunu. Tukaj se lahko lepo vidi, koliko, torej više kot je ta, torej več kot se tukaj stvari dvigujejo, več denarja država pobere v proračun, tukaj pa se vidi, kakšna stopnja davka je. In ko mi tukaj dvigujemo davek od 0 na 10, sredstva pobrana v proračunu rastejo. Ko pa pridemo do neke meje, naprimer, da je to 20%, se pa lahko zgodi, da mi davek še vedno dvigujemo, še vedno ga lahko dvigujemo, ampak če pogledate, bojo pa zbrana sredstva v proračunu manjša. Zakaj? Logika je preprosta. Bolj kot so davki višji, bolj se ljudje izogibajo plačevanju davkov. Da to ni zgolj teorija, ampak konkretna dejstva, govori tudi članek iz današnjih Financ, ki govori o tem, naslov je zelo zgovoren in sicer pravi, ne lomite ga z dvigom DDV-ja. Kaj to pomeni? Imamo konkreten primer v Evropi, to je primer Španije, ki je dvignila DDV in kljub temu dvigu DDV-ja v proračun zbrala manj denarja. Torej, če povzamem, bi lahko rekel, da z dvigom DDV-ja zgolj kratkoročno lahko blažimo simptome naše gospodarske bolezni. Zagotovo pa ne moramo odpraviti vzrokov teh bolezni. Še vedno je naše gospodarstvo bolano. In zdaj, kaj se je lotila naša vladna koalicija in kaj nameravamo narediti? Poskušamo izboljšati gospodarske razmere. Zdaj, kako to narediti, spet je lahko govoriti, nekoliko teže pa narediti, ampak v 3 korakih je to potrebno narediti. Ena izmed stvari, ki jo ta vladna koalicija zelo intenzivno poskuša, je izboljšati gospodarske razmere, da bomo s tem ustvarili nova delovna mesta. Za to moramo najmanj 3 stvari storiti. Ena je, da davčno razbremenimo gospodarstvo. To že delamo in te ukrepe smo spremenili. Da administrativno stvari razbremenimo, da človek ne potrebuje do tolikih uradov, da odpre neko firmo, da se loti nekega projekta. To nas še v nadaljevanju čaka. Potrebno je postaviti zelo jasna pravila igre, torej ustvariti resno pravno državo, da vsa pravila veljajo za vse enako. Ne, da nekateri se lahko privoščijo to, da ne plačujejo davkov in jim nihče nič ne stori. In nenazadnje, zagotoviti je potrebno tudi boljšo dostopnost do virov financiranja. Sliši se nekoliko učeno, popularno se pa to reče odpraviti kreditni krč. Ker v čem je problem? Problem je, da če podjetja ne morejo priti do virov financiranja, torej do denarja, potem ni novih projektov, če pa ni novih projektov, pa ni novih delovnih mest in spet imamo začaran krog. In tukaj pa pridemo zdaj do bistva in to vladna koalicija prav zdaj dela. Če mi ne bomo uredili naših javnih financ, potem ne bomo nikoli in nikdar izboljšali dostopnosti gospodarstvu in podjetjem do virov financiranja. Zakaj to govorim? Bolj kot so neurejene naše javne finance, slabše so naše bonitetne ocene. Če so naše bonitetne ocene slabše, potem je denar, ki ga Slovenija najema v tujini, dražji. To pomeni, da je to dražji za komercialne banke. In če je dražji za komercialne banke, bojo pa to na koncu komercialne banke prenesle v više obresti in zahtevnejše pogoje za odobritev kredita. In to je tak krog, ki ga je pač potrebno odpraviti. In s tem rebalansom delamo prav to. Uravnotežujemo proračun, da bomo na nek način vsej približno začeli naš primanjkljaj zmanjševati. In prepričan sem, da je to prvi korak za prihodnjo rast našega gospodarstva in da brez tega žal ne gre. Tisti, ki vam pravijo, da obstajajo lažje poti, žal zavajajo. Če bi lažja pot obstajala, bi se jo ta vladna koalicija zagotovo poslužila.
Slovenija je v težkem, nezavidljivem položaju, tega se vsi dobro zavedamo, tako politiki kot državljani to vsak dan občutimo. Zelo bi bilo dobro, da se čim prej nekako poletimo delati na tem področju, da se tele zadeve čim prej spremljajo, tako rebalans, kakor pa tudi zakon o uravnoteženih javnih financ. Seveda, sprejemanje in rezi niso za nabiranje političnih točk, tako da za tiste vladne stranke, ki to sprejemajo, je tudi nekoliko neprijetno, vendar vsekakor za naš obstoj našega naroda, za naš boljši jutri je to vsekakor nujno potrebno. Če samo omenim družinsko politiko, je tukaj zelo težko karkoli narediti. Za Novo Slovenijo je družina velika vrednota, tega se vedno vsak dan bolj zavedamo in bi na tem področju smo naredili vse, da bi se ta zadeva na področju družine omilila. Treba je reči, da se oba zakona, kar je povedal tako predsednik vlade kot finančni minister, ki sta bila nekako uvodna razpravljalca na današnji seji, sta seveda nujna. Vsi že vemo, to pišejo že časopisi dlje časa, je dejstvo, da sredstvo v proračunu ni in ukolikor ne zakon o uravnoteženju javnih financ in seveda proračun ne bi bila sprejeta, bi to pomenilo eno čisto običajno dejstvo, da bi tam nekje oktobra, novembra ostali brez denarja na računu. To pomeni, da ne bi bilo moč splačati niti plače javnim uslužbencem, niti stroškov ne bi mogli poravnavati oziroma praktično bi se zadeva ustavila. Jaz sem glede na to, da sem bil celo dopoldne poslušalec razprave, kar malce presenečen, kako opozicija z lahkotnostjo jemlje nepomembnost teh zakonov, oziroma kako govori, da bi oni naredili to povsem drugače. Jaz razumem seveda, da je opoziciji dosti lažje, vedno v opoziciji lahko reči, mi bi pa to naredili drugače, mi bi to naredili bolje, vendar mislim, da se je tako vladna ekipa kot posebej Ministrstvo za finance izjemno potrudilo, da bomo ob sprejemu teh dveh zakonov vsaj za silo spravili državo spet na zeleno vejo. Kar se tiče mojega področja, lahko povem, da je tudi naše področje izjemno prikrajšano v tem smislu, da bo potrebno na obrambnem področju varčevati še več, kot sem si predstavljal. Sem pa ob današnjih amandmajih, ki so vloženi, seštel številke amandmajev, ki jih je podala Pozitivna Slovenija za moje področje in moram reči, da če bi bili ti amandmaji sprejeti, lahko Slovensko vojsko kar ukinemo. Jaz mislim, da bo potrebno to javno povedati ali pa upam, da bodo tudi poslanci Pozitivne Slovenije to končno povedali, kolikor se zauzemajo za demilitarizacijo Slovenije oziroma kolikor vojske ne želijo, na to jasno povejo, ne da vlagajo amandmaje, ki so nebulozni in seveda nimajo nobene zveze z realnostjo. Drži, jaz mislim, da je ena od tistih stvari, ki je izjemno pomembno to, da smo s sindikati dosegli ta sporazum. Mislim, da so pogajalci, vladni pogajalci, tukaj moram seveda povedati, da jaz v teh pogajanjih nisem sodeloval, v sindikati na Ministrstvu za obrambo niso v poziciji, da bi smeli stavkati, zato so malce drugače tretirani. Sporazum za sindikati je dosežen, vlada je kar v nekaj postavkah precej popustila. Jaz mislim, da je prav, da smo v teh stvarih popustili, kajti dejstvo je, da je povsem drugače se pogovarjati v naslednji fazi za generalni socialni sporazum s sindikati na neki osnovi, ko se vidi, da ste ena in druga stran pripravljena popuščati in da sta pripravljena najti kompromis. Glede sindikatov bi pa rekel tudi to, da se mi zdi, da določeni sindikati oziroma sindikalne vodje, posebej te iz področja šolstva, da jih bolj kot samo sindikalno delo zanima samo promocija. Mislim, da so kar nekateri te medijske učinke uporabljali za to, da so sebe predstavljali kot ne vem kakšne rešitelje oziroma kot nekoga, ki bi to v državi povsem drugače naredili. Jaz sem včeraj poslušal eno oddaj, kjer glavni sindikalni pogajalec strani Sviza ni znal odgovoriti na vprašanje, kako bi on te varčevalne ukrepe izvedel oziroma je povedal, da bi to naredil v več letih, kar je pa seveda popolna nerealnost. Mi smo v situaciji, ko treba te ukrepe narediti takoj oziroma najkasneje v letošnjem letu, on pa govoril, kako bi varčevanje raztegnil na več let, kako bi se dodatno zadolžil in podobno. Mislim, da so tudi sindikati na nek način z podpisom tega sporazuma stopili zopet na realna tla in lahko nadaljujemo z pogajanji za socialni sporazum. Rebalans ZUJF. ZUJF je bil nov pojem,
zakon o uveljavljanju za urejevanje javnih financ. Rebalans je pa iz drugih držav povsod znan, kajti znano je, da če se nekje ušteješ v nekih svojih kalkulacijah, da možete svoje finance preurediti, sicer zapadeš v velike dolgove, v veliko krizo, ki jo ne samo, da boš ti odplačeval te zadeve, ampak jih bojo plačevali še naši otroci, pa vnuki, pa mogoče celo prav vnuki, če bi v tem stanju nadaljevali. Tako bolj po domače, bi temu tako rekel. Zdaj, tukaj se polno slišati učenih besed, ampak recimo to je posledica krize. Zdaj, kadar je vse v redu, takrat pač rebalansa ni potrebno, ampak zdaj, ko je pa ta kriza, je pa treba nekje vzeti, kjer je še kaj, pa dati, kjer ni ali kjer je večja potreba in tako bomo skušali to, upamo, ne skušali, ampak upamo, da bomo s temi ukrepi uspeli težave premostiti in da bomo tekom letošnjega in prihodnjega leta spet pospešeno zakorakali naprej.